V Sloveniji je danes dan najbolj prepoznavnega simbola naše države. 178 let je minilo, odkar je slovenska zastava prvič zavihrala v Ljubljani. Pa vemo dovolj o njej, Janez Osenik. Na današnji dan leta 1848 je pred tole hišo na Volhovi ulici 8 v Ljubljani prvič v zgodovini zavihrala slovenska trobojnica. Slovenski kulturi in zgodovini kar nekako pritiče, da se je to zgodilo pred gostilno oziroma hotelom, ampak v resnici je trobojnica začela viseti v precej negotovih časih. Pomlad narodov je prinesla tudi konflikte in prebujoča se nemška zavest je hudo pritiskala, da bi se tudi tedanja Avstro-Ogrska popolnoma germanizirala. Takrat so na Ljubljanski grad Nemci obesili svojo zastavo. Danes rečemo Frankfurtica, črno, rdeča, rumena. To ni bila državna zastava, to je bila narodna zastavna, bomo rekli nacionalistična, tistih, ki so govorili nemško v našem cesarstvu, to niso bili pravi Nemci, seveda. In v Sloveniji smo želeli eno protivtež temu, oziroma takrat na Kranjskem. Šanja, ali veste, odkot so barve slovenske zastave? Ene parkrat so nas peljali na kakšne take muzeje, pa se verjetno tam sam jaz že tega ne spomnim, ker to že je bilo zelo dobro. S kranjskega deželnega grba. Kdo jo je razvil, tudi vemo. Tudi? Doktor Toman. Ja. Lovro Toman, ja. A večinoma zastavo premalo poznamo. Kakšna predstavlja slovenski narod? Čisto po zakonu ne takšna. Tole je zastava države Slovenije. In ustava pravi: Zastava Slovenije je definirana kot slovenska narodna zastava z dodanim grbom. Narodna zastava je točno takšna, kot jo je izobesil Lovro Toman. Zdaj imamo drugo težavo, ker je identična ruski, a še vedno živa in je uzakonjena in v ustavi. Sicer pa je naša zakonodaja pomanjkljiva. Recimo, zakon uradno sploh ne dovoli, da bi zastavo obesili navpično, kar pa je kar pogosta uporaba. V zakonu, katerega predlog ima Društvo heraldike Slovenije narejen, je omenjena in seveda dizajnirana tudi navpična verzija zastave. In zdaj nas tujci učijo, kakšna bi ta morala biti. Na športnih prireditvah jo izobesijo takole, kar je edino pravilno. Po pravilih mora grb namreč vedno stati pokončno.